preveč je sistemskih napak na velikem številu področji, od subvencij, lastniških razmerij, javnega servisa, frekvenc, statusov posebnega pomena, avtonomije novinarjev, nezmožnosti državljank in državljanov, da vplivajo, da pridejo svojo pritožbo do nekih učinkovitih rešitev, spodrsljajev etičnih, tako izdajateljev, kot tudi novinark in novinarjev. In menimo, da je, če smo se kaj naučili iz izrazitih sporov, ki so se vrstili zadnja leta, je po moje ta skupna želja, da se medijsko področje uredi celovito in bolje v interesu verodostojnosti samega tega sektorja. Ker če se tako nadaljuje naprej, se izgublja zaupanje nas, državljanov v ta sektor, pa tudi mislim, da vsi, ki v ustvarjanju medijev sodelujete, predvidevam, da se ne počutite dobro delovati v tako neverodostojnem sektorju. In zato menim, da je treba združiti moči, mi smo jih v tem dokumentu tudi iz različnih inštitucij in pogledov prišli do nekega konsenza in zbrali neke smernice, izhodišča, ki jih ponujamo v javnost, zlasti tudi politično v tem času, ker želimo mobilizirati tudi to javnost, ampak ne samo to, in smo podali neko vizijo. Ni nujno, da je najboljša, je pa za nas neko izhodišče in želimo s to eno celoto pokazati, da obstaja neka vizija, ki izhaja iz teh dolgoletnih analiz in razprav in prizadevanj tudi v parlamentu. In pričakujemo nek odziv. Spremljali bomo, kako se bodo odzvali na ta konkreten dokument, ampak tudi na ta področje v prihodnje. In če tisti, ki bi radi dejansko prispevali k tem, da se to področje uredi bolje, celovito, potrebovali tudi našo participacijo in pomoč, smo s tem tudi sporočili, da smo svojim znanjem, izkušnjami na razpolago. Eno od prvih priporočil je, da predlagamo, da se opravi široka javna razprava, kako urediti to področje, da se vključi široko javnost, strokovnjake in novinarki, izdajatelje, novinarji in tako naprej, pa tudi tujo javnost. Recimo, Mirovni inštitut ima precej skozi leta nabrane mednarodne stike in brez kakršnekoli ovir, mislim, in zadržkov bi morali razmišljati, če sami ne zmoremo priti do konsenza, če obstaja neko nezaupanje enih do drugih, mislim, da bi bilo možno poskušati to preseči tudi z vključitvijo tujih strokovnjakov, tuje javnosti.